smo zadovoljni s tem, da se je začelo testirati, ne torej, da testiramo razne povezave mestnega avtobusnega prometa z žičnico. Seveda pa je v prihodnosti interes Mestne občine Maribor pa tudi države, da se poveže ne samo avtobus z žičnico, kar imamo mi možnost z Maribora, ampak mestni potniški promet z primestnim, mestni potniški promet z vlakom. Tudi takšno predstavitev tovrstnega avtobusa bi jaz želel postaviti neki širši kontekst prometne urejenosti ali pa ureditve Maribora. Zelo pomembno je in temu se bomo v naslednjih 4 letih sigurno intenzivno posvečali, kako urediti promet. Maribor že dolga leta, če ne desetletja, posveča pozornost skrbi za čist zrak. Emisije SO2 v Mariboru tako rekoč kot onesnaženost sploh ne poznamo več. Poznamo problem trdih delcev, ki pa na letni ravni tudi že je umeščeno pod evropsko povprečje, torej tisto povprečje, ki je predvideno. Zdaj se ravno pripravlja nova koncesijska pogodba in v tej koncesijski pogodbi so seveda tudi zahteve Mestne občine Maribor natančno zapisane in tisti, ki bo postal koncesionar, bo moral temu slediti. To pa jaz ne vem, kdo bo v tem trenutku. Imamo v koncesiji oziroma v odloku zapisano tale minimalni standard. Standard je kar visoko zaenkrat nastavljen, torej to, da so vozila, ki so, bom rekel, neoporečna, torej da je, če je dizelsko vozilo, da je Euro 5, torej zadnji standard tega motorja, in pa da so prašni delci oziroma filtri prašnih delcev, tako da ti PM10 bi jih res postopoma zmanjšali na tisto pravo mejo. Koliko sedanjih občinskih avtobusov pa ustreza temu standardu in kdaj namerava Maribor posodobiti vozni park? K temu standardu, temu visokemu, jih je samo 5. Do konca leta 2013 bi naj 90% vozil ustrezalo standardu, da bo dobro za Maribor. V letu 2009 pa smo aktivno pristopili k temu, kako uvesti obnovljive vire energije tudi v javni potniški promet. In prva takšna akcija je stekla v lanskem letu v septembru, ko smo postavili skupaj z Energetiko Maribor in Mestno občino Maribor polnilnico za avtomobile, osebne avtomobile na zemeljski plin. V jeseni, pa preko zime, pa je tekla akcija, torej kako tudi uvesti obnovljive vire energije v javni potniški promet. Tale avtobus, ki uporablja ta trenutek sicer zemeljski plin kot gorivo, je sicer fosilnega izvora, ampak popolnoma enak avtobus, brez sprememb, brez nekih dodatnih predelav, lahko polnimo z bioplinom. In to je tisti cilj, ki ga torej številne evropske napredne države na področju trajnostne rabe energije že uvajajo. S tem so zelo na minimum zmanjšane emisije ogljikovega dioksida, prašnih delcev skoraj da ni. Bi rekel, integracija mestnega javnega potniškega avtobusnega prometa z krožno kabinsko žičnico, ki se je izvajala v mesecu januarju, torej zaključen. Imamo prve rezultate, ki še niso seveda do konca analizirani, tako da lahko rečem z temi delnimi rezultati, da smo zadovoljni, da lahko bi rekel, rečemo, da je projekt uspel. V mesecu januarju je bilo na liniji številka 6 prepeljanih nekaj čez 42.000 potnikov. 2100 pa jih je koristilo možnost uporabe smučarske vozovnice za brezplačni prevoz z avtobusom. Mi smo v času izvajanja pilota v januarju pripeljali hibridni avtobus, tako kot je tudi bilo napovedano, ta je tudi vozil. Če bi seveda samo takšni avtobusi obratovali na tej liniji, bi bile emisije CO2 nekje zmanjšane do 30%.